Tako kot obljubljeno, pa gremo zdaj že v grad Tivoli, kjer se nahaja Mednarodni grafični likovni center, 3 razstave, pa tudi Rok in kustos Božidar Zrinski. Pa kar prisluhnimo Roku, kaj nam pripravlja. Ja, lep pozdrav in hvala za besedo, Pija. Kot si omenila, se nahajam v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v gradu Tivoli, ob meni Božidar Zrinski, kustos razstave. Božidar, prav lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni v grafičnem centru. Najlepša hvala. Torej, malo sva si že ogledala tole razstavo in moram reči, da me je kar lepo presenetila. Ena izmed razstav in tudi glavna razstava je razstava uličnega pariškega umetnika Invejderja. Kako težko je bilo ulično umetnost prenesti semle v galerijski prostor? Ja, konkretno pri tej razstavi zelo lahko, kajti gre za grafična dela tega francoskega umetnika, ki so bila narejena v bistvu za tako rekoč galerijske prostore oziroma tudi za, bi rekel, privatne prostore, konkretno za zbiratelje, za ljubitelje umetnosti, za ljubitelje v bistvu ulične umetnosti. Je pa res, da smo se s tem problemom srečali že veliko prej, to je že leta 2004, ko smo ravno v teh prostorih organizirali kar pomembno razstavo za tisti čas z naslovom Grafitarji, kjer se predstavlja v bistvu slovenska grafitarska scena in tudi 2 leti kasneje z nekoliko drugačnim konceptom ponovili razstavo oziroma priredili razstavo z naslovom Street Art, stencili, posterji in stikerji, ki pa je bila že mednarodno zasnovana. No, pa da se dotaknemo še raje spet tele razstave Invejderja. Kaj je sama rdeča nit razstave? Takole na hitro, ko sem si jo ogledal, spominja na tiste zgodnje računalniške igrice. Tako je. Rdeča nit v bistvu razstave je ta, bi rekel, nizka estetika oziroma nizka kvaliteta prvih digitalnih podob, ki so na nek način pričarale ali pa govorile o nekem našem prepoznanem vsakdanu in smo jih lahko videli seveda ali na televiziji ali v kontekstu prvih računalniških iger in animacij. In ta na nek način mozaična struktura s temi kockicami oziroma piksli je na nek način tudi osrednje vodilo njegovega delovanja, medtem ko pa vsebina pa se pogosto nanaša na različne elemente iz, bi rekel, umetnosti, kulture, glasbe 70., 80. let, ko je pač tovrstna estetika bila tudi nekako najbolj prisotna. No, Invejderjeva dela ste prvič gostili že na skupinski razstavi Street Art, posterji, stikerji, lov teh reakcija. So takrat nastala tudi njegova dela, ki jih najdemo na nekaterih ljubljanskih stavbah, ki so postale tako rekoč že znamenitost Ljubljane? Ja, tista razstava je bila zasnovana mednarodno, kot ste omenili, in eden izmed teh sodelujočih umetnikov iz tujine je bil tudi Invejder. Osrednja ideja te razstave je bila, da predstavimo to street art produkcijo, ki se pojavlja v kontekstu mesta in mestnih ulic in z tehnikami, kot so recimo posterji, stikerji, šablone, skratka, nekoliko, precej drugačna, seveda z vrst ulične umetnosti, kot so sami grafiti. In takrat je tudi Invejder sprejel vabilo, prišel v Ljubljano, sodeloval na tej razstavi z eno posebno postavitvijo in v okviru te razstave je tudi po hiši, se pravi v našem gradu Tivoli, namestil kar nekaj teh mozaičnih ploščic, po katerih je seveda najbolj znan oziroma prepoznaven. Nekaj izmed njih je seveda nastalo tudi v Ljubljani sami na raznih koncih, kot je recimo Metelkova, Trubarjeva ulica, ampak to je bila pač, bi rekel, njegova na nek način reakcija na mesto, v katerega je prišel. Seveda ni bil to, bi rekel,
v sklopu razstave ta njegova akcija. Ampak res pa je, da je tudi sam, v bistvu, če priznam, nisem točno vedel za to, ker pač anonimen umetnik in bi rekel na en tak gverilski način tudi postavlja te svoje stvaritve in ne govori o tem, ne, se pravi, nas vedno znova preseneča na lokacijah, kjer se pojavi. Skratka, jaz na nek način ta del ni bil del razstave, ampak je pa res, da je pa veliko teh mozaikov dejansko postalo, bi rekel, pravih atrakcij turističnih in seveda drugih v smislu teh njegovih fanov, ki prihajajo v Ljubljano in fotografirajo te njegove mozaike. In nekateri izmed njih na žalost pač jih ni več, ampak so pa dejansko res zelo iskana, bi rekel, turistična atrakcija. No, omenili ste atraktivnost, ena izmed atraktivnosti je tudi ta njegova anonimnost, ne, deluje namreč pod umetniškim imenom, ali ljudje vejo, kdo je Invader v resnici, deluje tudi s svojim pravim imenom, ali je vse zavito v tančico skrivnosti? Invader nastopa izključno kot Invader. Tudi sam ne poznam njegovega pravega imena. Se pravi, ko smo se dogovarjali za razstavo, sem sicer komuniciral še z nekaterimi njegovimi prijatelji, s katerimi tudi on sodeluje v okviru studija ali pač organizacije, ne, v kateri so povezani, ampak on sam dejansko nikoli ni razkril tega imena. Tudi, oziroma po identiteti, po videzu seveda se poznamo, vem, jaz tudi osebno, kdo to je in verjetno tudi na tej street art sceni mednarodni ga pač avtorji poznajo, ne, oziroma kolegi ga poznajo, načeloma imensko pa verjetno zelo redki. Prej smo govorili tudi o razstavi, ki je bila tu leta 2006. Kako pa se ta njegova dela razlikujejo od tistih izpred 15 let? Pred 15 leti je v bistvu sodeloval na razstavi z predstavitvijo mest, v katerih je namestil te svoje mozaike. In takrat se je predstavil en velik zemljevid sveta, na katerem so bila označena vsa mesta z njegovimi mozaiki, kar je že takrat dalo vedeti, pa je bil na sceni dobrih 10 let, ne, da enostavno razmišlja izjemno globalno in pač želi biti vse prisoten in išče res atraktivne lokacije in vele mesta in da je dejansko njegova ideja oziroma želja je, tako kot je mogoče tudi iz te znamenite igrice računalniške, od koder pač izhaja tudi njegov ime Space Invaders, usvojiti na en tak umetniški način svet, na katerem biva. Pa če se vrneva od te razstave izpred 15 let v sedanjost, kdaj se je tale razstava odprla in kdaj bo na voljo, ter seveda kako sploh poteka ogled razstave v tem omejenem obsegu, ki ga situacija omogoča? Ja, torej razstava se je odprla oziroma bila pripravljena za otvoritev že v začetku decembra, ampak zaradi situacije, kot ste omenili, smo jo odprli šele v drugi polovici decembra in tudi zaradi vseh, bi rekel, okoliščin, ki so trenutno, smo se odločili v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, da nekoliko priredimo program in da v bistvu razstavo, za katero zares vlada izjemno zanimanje, podaljšamo do približno sredine maja in v okviru tega časa upamo, da se bodo razmere tudi toliko izboljšale, da bodo mnogi bi rekel, fani njegove umetnosti lahko prišli v Ljubljano, kajti dobivamo izjemno veliko pošte, vprašanj iz tujine. Ogled razstave pa seveda poteka pod strogimi pogoji, bi rekel, tudi mi na nek način pozivamo vse obiskovalce, da se obnašajo varno oziroma da pač upoštevajo vsa priporočila, ki sicer tudi že veljajo, načeloma pa v galeriji lahko največ 5 ljudi, tako da jaz mislim, da je obisk
je varen in seveda vsi tisti, ki imajo mogoče ali so pa blizu nas in so na sprehodu in imajo s sabo tudi mogoče svojega hišnega ljubljenčka, lahko brez težav tudi z njim pridejo na razstavo. Ja, MGLC grad Tivoli je seveda prijazen tudi za hišne ljubljenčke, tako da brez skrbi si lahko ogledate Božidar Zrinski. Najlepša hvala za enkrat za vsa ta pojasnila. Midva se iz likovnega centra kmalu vrneva, zdaj pa za trenutek skočimo v oglase. Se gledamo kasneje.